Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni. Kako mladi teologi doživljajo vero ter prostor in čas, v katerem živimo? Kako odgovarjati na globlja življenjska vprašanja, iskati Boga in pred njega prihajati z iskrenostjo? Kaj pravzaprav mlade generacije danes iščejo na področju vere? Naš gost je dr. Martin Perčič, asistent in tudi raziskovalec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je doktoriral. Delal pa je tudi pri Salezijancih v Avstriji kot pastoralni asistent. Zato boste v oddaji slišali še, kakšno izkušnjo je iz Avstrije prinesel nazaj domov. Martin, dobrodošli v studiu. Najlepša hvala za vabilo. Slovenija in Avstrija sta si sicer blizu, a kakšen je odnos do cerkve, do vere in do njene vloge v javnem prostoru? Ja, drži, Avstrija in Slovenija sta si geografsko zelo blizu, so pa v odnosu do cerkve, vere, prisotnosti cerkve oziroma na splošno prisotnosti verskih skupnosti v javnem prostoru opazne razlike. Naprimer, če začnem z šolami, v Avstriji je verski pouk del šolskega kurikuluma, pri čemer pa nima le katoliškega verouka, ampak tudi protestantski, pravoslavni in tudi islamski verouk, seveda vse odvisno od prebivalstva v določenem kraju. V celoti smo imeli vse to na voljo. Obiskovanje verouka je sicer neobvezno, ampak trenutno ga obiskuje še večina otrok. V celoti, na primer, se otroci razdelijo po konfesionalnih skupinah in ima istočasno več skupin verouka. Pri katoliškem verouku se tudi v šolah pripravljajo na prejem zakramentov, kar ima nekaj prednosti, ima pa tudi slabosti, da recimo otroci niti ne dobijo nekega stika z župnijo, nimajo občutka, kaj verska skupnost je, kaj pomeni verska skupnost in razen redkih izjem niti nimajo nekega globljega stika z župnijo. Ob tem je tudi potrebno poudariti, da ima verski pouk v šolah marsikdaj bolj kulturni prizvok in ni toliko verske narave, ni zato, ker bi resno želeli poglobiti vero, ampak zaradi tega, ker pač je vedno bil v šoli verouk in je še vedno v šoli verouk. Visoko podporo uživajo socialni projekti cerkve, kjer tudi cerkev ni omejena samo na pripadnike cerkve, ampak so dobrodošli pravzaprav vsi ljudje, vsi, ki jih stvari zanimajo. Tako smo mi na primer imeli tudi učno pomoč za otroke, potem socialne projekte za odrasle, starejše, enkrat mesečno srečanje za starejše, pa en popoldan na mesec. Tako da vsi ti programi uživajo precejšno podporo pri širši javnosti. Kot zanimivost, recimo v Avstriji je skoraj vsaki javni ustanovi tudi prisoten križ na steni. To je pravzaprav nekaj normalnega. Je pa tudi to bolj ali manj izraz njihove kulture. Ena večjih razlik je tudi cerkveni davek, s katerim se tudi verske skupnosti financira svoje programe, delovanje in razne aktivnosti. Na nek način bi rekel, da je civilna družba v Avstriji še vedno malo bolj odprta za verske skupnosti, se pa seveda odnos do verskih skupnosti seveda spreminja. Kako vera živi tam in kakšno je stanje na področju duhovnih poklicev? Ja, na nek način podobno kot povsod po svetu, tudi v Avstriji moč opaziti kar močan upad verske prakse oziroma tudi porast formalnih izstopov iz cerkve in tudi seveda močno pomanjkanje duhovnih poklicev. Na primer v Celovški škofiji, kjer sem bil, je približno polovica duhovnikov na župnijah iz tujine, se pravi Afrika, Azija, tudi drugih evropskih držav. Te župnije tudi združujejo, ker kljub tem duhovnikom iz tujine nimajo dovolj duhovnikov, da bi vse župnije imele svojega župnika. Tudi stanje v semeniščih ni briljantno, na primer semenišča so prazna in tudi prostore oddajajo v semeniščih v druge namene. Na nek način bi rekel, da je tudi stanje duhovnih poklicev odraz stanja vernosti. Se pravi, z upadom vernosti in pripadnosti cerkvi je posledično prišlo tudi do upada duhovnih poklicev. Kot zanimivost bi omenil, da ima Celovška škofija svoj inštitut, na katerem tujce, se pravi tuji duhovnike, tudi ostale delavce, ki pridejo delati v cerkev v Avstrijo, poučuje nemščine in jih pripravlja nekako na integracijo v družbo. Tam je tudi meni škofija omogočila učenje nemškega jezika, tako da ja, so precej odprti tudi za tujce, tako da tu nisem opazil nekih nasprotovanj, ravno nasprotno. Kakšna je bila vaša osebna izkušnja v Avstriji? Kaj vas je morda presenetilo?
V Avstriji sem bil skoraj 3 leta, 1 leto v Gradcu na študentski izmenjavi in potem 2 leti v Celovcu kot pastoralni asistent. Najprej bi rekel, da je že sama izkušnja tujine zelo dobra. Se mi zdi, da človeku da neko širino, ki je v domovini nimaš. Ko si v tujini, vidiš stvari z drugačnimi očmi. Mogoče, ko prideš v tujino, tudi vidiš, da trava pri sosedu ni tako zelena, kot pa gleda od doma. Rekel bi tudi, da so vse v Sloveniji so za nas domačine stvari povsem enostavne. Veš, kam moraš iti, da kako stvar urediš. Ko pa prideš v tujino, se pa sprašuješ in hodiš od urada do urada, kje boš kaj uredil. Naprimer, presenetilo me v Avstriji, da kartice zdravstvenega zavarovanja ne urediš na zavarovalnici, ampak na policijski postaji. So recimo neke malenkosti, ki se nam mogoče zdijo čudne, ampak ja, na tak način oni delujejo, na tak način njihova družba deluje. Imam pa kljub vsem razlikam precej dobro izkušnjo življenja in dela v tujini. Tako da tudi ne izključujem, da grem še kdaj kam v tujino. Kako bi opisali odnos Avstrijcev do cerkve in vere? Nekaj ste že povedali, vendar se zdi, da je to zares eno tako kompleksno področje, kaj ne? Ja, področje je izjemno kompleksno. Cerkev sicer, vsaj kar se tiče socialnih projektov, še vedno uživa dokaj visok ugled. Ti projekti so še vedno pomembni, ker sicer tudi imajo na civilni sferi kar nekaj socialnih projektov, pa vendar cerkev se mi da ima še veliko več projektov, kot recimo v primerjavi s Slovenijo. Še vedno imajo vsaj v določeni meri tudi pomembno vlogo običaji, prazniki, simboli, do neke mere tudi prejemanje sakramentov, kar pa pogosto ostaje na nekem površju. Je to nekaj formalnost, se pravi prejemanje sakramentov, formalnost, ker so starši bili krščeni, so bili pri bermi, so prejeli tudi obhajilo, bodo tudi otroci. Potem se pa pogosto zgodi, da ljudje izstopijo iz cerkve, to je nekaj povsem običajnega. Je pa zanimivo, da je cerkev še vedno precej ugleden delodajalec. Rekel bi, da je zaposlitev v cerkvenih ustanovah na nek način celo statusni simbol v Avstriji. Sem pa bil na nek način šokiran, ko sem videl, kako pogosti so ponavljajoči se formalni izstopi iz cerkve. Ni malo ljudi, ki večkrat izstopijo in ponovno vstopijo v cerkev. Naprimer, na naši župniji je bil primer enega botra, ki je že večkrat izstopil iz cerkve in ponovno vstopil v cerkev, zato da je lahko bil nekemu sorodniku bermanec. In ko me enkrat tajnica rekla, da to pa ne gre tako enostavno, je rekel, ja, prejšnjič je pa bilo bolj enostavno kot zdaj. Se mi zdi, da tudi ta odnos do cerkve, nek formaliziran odnos do cerkve zaznamuje, kako tudi dojemajo vero in kakšen pomen ima zanje Bog. In tudi veroizpoved, kot jo izpovedujemo kot Katoličani, zdaj če gledam s katoliškega stališča. Precej pogost je tudi pojav prozelitizma, kar pomeni, da ljudje iz posameznih verskih skupnosti jemljejo tisto, kar jim mogoče v nekem trenutku paše oziroma jim je všeč in si na koncu izoblikuje nek svoj verski sistem, nek svoj pogled na vero, neko svoje verovanje. S čimer pa na koncu niti ni več razvidno, kaj človek pravzaprav veruje, v kaj pravzaprav veruje. Na nek način se s tem tudi izgublja ta verska identiteta oziroma sama pripadnost cerkvi, da se niti ne vidi, komu človek pravzaprav pripada. Moram pa tu seveda tudi poudariti, da sem spoznal pa kar nekaj ljudi, ki res iskreno živijo svojo vero, se čutijo povezane s cerkvijo, jim je mar za cerkev in tudi na tak način evangelizirajo družbo okrog sebe. Kot predstavnik mlajše generacije teologov, Martin, kako gledate na trenutno stanje vere v Sloveniji in kaj vam je dala izkušnja pastoralnega asistenta? Zdaj, ko govorimo o stanju vere, da se moramo najprej vprašati, kaj sploh mislimo z besedo vera, kaj sploh razumemo pod pojmom vera. Mislim, da ni človeka, ki ne bi vsaj v nekaj veroval. Namreč vsak človek živi iz nekih temeljnih prepričanj, da je življenje vredno živeti, da imajo odnosi smisel, da ima življenje smisel, da je resnica, kakorkoli si jo človek interpretira in da ima tudi življenje nek globlji pomen. Na nek način je to naravna raven vere, na kateri se vera kaže kot neka usmerjenost srca in razuma, lahko bi rekli tudi kot opora, ki človeka drži pokonci.
Ob tem pa krščanska vera temu doda še nadnaravno razsežnost, da ne gre le za to, da nekaj verjamem, ampak da se v veri opiram na Boga, ki se razodeva. Pri tem je blizu misel svetega Janeza od Križa, ki krepost vere razume kot sredstvo za združitev naravno in nadnaravno z Bogom in prav v tem vidi cilj vere. Zdaj, če je cilj vere združitev z Bogom, potem vera ni najprej nekaj, kar mi podaja informacije, ni niti nekaj, kar je kulturne narave, ni neka navada, ampak je pot odnosa in zedinjenja z Bogom. Nedvomno drži, da verska praksa upada, vsaj verska praksa, kot jo poznamo, da tudi pripadnost cerkvi ni več samoumevna, hkrati pa se zdi, da vprašanje vere ni izginilo, spremenila se je samo oblika, kako se človek sprašuje, kako človek gleda na vero. Danes je mogoče res nekoliko manj kolektivne vere, je pa vseeno več osebnega iskanja, ki pa je pogosto tiho, razpršeno in ne nujno povezano z župnijskim življenjem oziroma z življenjem neke verske skupnosti. Je pa vprašanje, ali cerkev zna in zmore nagovoriti vse te ljudi in jih končno tudi pripeljati k Jezusu, kar je v bistvu cilj evangelizacije. Kaj ste ob delu v Avstriji spoznali o odnosu med kulturo in vero, kar vam je pomagalo drugače razumeti tudi slovensko situacijo? Ja, v Avstriji sem precej jasno videl, kako lahko religija oziroma neka verska skupnost ostane močno prisotna na kulturni ravni, v simbolih, običajih in tudi v javnem prostoru, hkrati pa osebna vera in verska praksa močno upadata. Zdaj, javna prisotnost cerkve in tudi množica programov in dejavnosti v cerkvenih ustanovah še ne pomeni tudi nujno živosti vere. Se mi zdi, da tu na mestu vprašanje, ali cerkev, če tudi je prisotna kot neka kulturna ustanova, še vedno resnično izpolnjuje svoje tisto temeljno poslanstvo, ki je oznanjevanje evangelija in vodenja ljudi k srečanju z Bogom. Sedaj treba poudariti, da ima tudi socialno delovanje, vzgoja in kultura tudi svoj pomen v življenju cerkve. Vendar pa ne morejo nadomestiti tistega bistva, zaradi česar cerkev pravzaprav obstaja. To je, da človeka pripelje do žive vere in do srečanja z Bogom. Se mi da je prav zato ravno ta napetost med kulturno vero in osebno vero precej jasno vidna in to je bilo tudi za me eden izmed takih največjih izzivov, kako to premostiti. Se mi tudi za nekoga, ki dela v cerkvi, osebna vera ni tako samoumevna in se mogoče takrat treba še malo bolj truditi oziroma malo bolj ozavestiti, kaj pravzaprav verujem in kaj to pomeni za moje življenje. Zdaj, če vse to primerjam s Slovenijo, se mi da smo tudi pri nas na nekakšnem prehodu. Se pravi, del ljudi še vedno živi vero predvsem kot tradicijo, kot nekaj, kar pripada njihovi identiteti, družinski, kulturni. Potem pa imamo množico drugih ljudi, ki pa vero išče malo bolj osebno, pogosto tiho in niti ne toliko institucionalno. In se mi da pri tem prihaja tudi do zanimivih paradoksov, ko nekdo mogoče navzven še vedno ohraja vse običaje, hodi k obredom, drži neko zunanjo formo, osebne vere pa v bistvu bore malo. Po drugi strani je pa množica ljudi, ki pa osebne vere mogoče niti ne kaže navzven, ne kaže neke večje verske pripadnosti, mogoče niti ne identificira nujno kot vernik, hkrati pa v sebi nosi globoko duhovno iskanje, vprašanja smisla, resnice in tudi notranje poklicanosti. Se mi zdi, da je ravno to notranje iskanje danes največja priložnost, ker tam, kjer človek išče, kjer je pripravljen verovati, tam je človek že na nek način odprl prostor za oznanjanje evangelija, se pravi, da mu nekdo drug oznanja evangelij, se pravi, kar je pravzaprav poslanstvo cerkve. In pri tem ne gre toliko za vsiljevanje evangelija, ampak za spremljanje človeka do tiste točke, kjer lahko evangelij zasliši kot odgovor na njegovo vprašanje. Se mi zdi, da v takem okolju tudi oznanjevanje evangelija ne pomeni predvsem ohranjati neke navade ali tradicijo, ampak pomagati, da ta kulturna plast vere, seveda če je še prisotna oziroma kolikor je prisotna,
privede v tisto osebno vero, se pravi v srečanje z Bogom, v osebno odločitev in vero, ki na koncu tudi postane življenjska. Na kakšen način se vam zdi, da mladi danes iščejo vero, iščejo ta stik? Mladi so predvsem iskalci. Iščejo odgovore na vprašanja, kdo sem, kam grem, kaj je smisel mojega življenja, komu lahko zaupam, kaj mi daje trdnost, kaj usmišljuje moje življenje. In prav v tem iskanju se, pogosto bolj kot si mislimo, odpre tudi vprašanje vere. Ne vedno z besedami ali verujem, ampak ravno prek teh vprašanj smisla, vrednot, odnosov, tudi notranjega miru in tudi prek vprašanja trpljenja in smrti. Se mi zdi, da je pomembno vedeti, da se mladi najprej ne ukvarjajo z vero na filozofski ali teoretični ravni, ampak predvsem prek izkušnje. Se pravi, vero prepoznavajo in preverjajo skozi tisto, kar jih na nek način zadane, kot resnično, bodisi pristni odnosi, občutki sprejetosti, skupnost, dober duhovni pogovor, tišina, romanje, prostovoljstvo, končno tudi liturgija. In mladi so v bistvu zelo občutljivi na avtentičnost. Hitro zaznajo razliko med tem, kar je živo in med tem, kar je zgolj forma, oziroma hitro zaznajo, ali človek res živi tisto, kar govori, ali pa je to samo nekaj, kar govori. Se mi zdi, da ima vsaj pri nagovarjanju mladih cerkev veliko priložnost, na primer pri oratorijih, kjer se mi pa zdi, da se jih pogosto spregleda in ker je v bistvu tam največji potencial pri mladih, ki so tam kot animatorji. Zgodi se, da animatorji pogosto ostanejo zgolj operativci, ki oratorij izvedejo, pripravijo program, skrbijo za logistiko, animacijo, disciplino. Pozablja se pa, da je ravno to tisti najbolj konkreten način, preko katerega se lahko vera oznani najprej njim. Da tudi oratorij za njih ne bo samo projekt, ampak da bo to postal konkreten način služenja v veri in oznanjevanja vere. Se mi zdi, da so tudi animatorji pogosto tisti, ki so na meji, niso več otroci, niso še odrasli in ravno tam se lahko vera bodisi poglobi ali pa izgubi. In se mi zdi, da to je ena velika priložnost, ki jo lahko cerkev izkoristi, da jih enostavno nagovori, da jim oznani evangelij na njihov način. Kaj vam kot mlademu teologu daje največ notranje motivacije za delo danes? Pri vsem, kar sem delal v življenju, sem skušal imeti vedno pred očmi tiste besede apostola Pavla: karkoli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda in ne za ljudi. Se mi zdi, da so to take močne besede, ki daje motivacijo za delo tudi takrat, ko človeško gledano motivacije zmanjka, ko pridejo težave, ko pride tudi pri delu preizkušnje, ko nekako zmanjka tiste zunanje motivacije. In ja, se mi zdi, da nas lahko tudi, vsaj mene, tudi v takih trenutkih Božja beseda nagovarja, da ponovno išče motivacijo za delo. Ne najprej za delo kot teolog, ampak nasplošno za tisto, za prizadevanje, za dobro, za resnično, za lepo, in da je mogoče zaradi tega, kaj delam, na koncu svet malo boljši in malo lepši. Kje recimo vidite največji izziv za cerkev na ravni oznanjevanja skupnosti ali osebne vere posameznika? Rekel bi, da je največji izziv, da se te tri ravni sploh povežejo. Seveda se mi da danes je pogosto viden razkorak, oznanjevanje je sicer lahko pravilno, skupnost mogoče je še živa, posameznik se pa kljub temu ne počuti nagovorjenega ali vključenega. Se pravi, če moram poudariti eno konkretno stvar, bi rekel, da je izziv predvsem v prehodu iz neke tradicije v osebno vero, se pravi v življenje po veri, se pravi neko pot vere, ki človek prehodi. Da veliko ljudi še pride do zakramentov, prejme zakramente, pri tem se tudi ustavijo. Tega prehoda do osebne vere na koncu ni. Se pojavi vprašanje, ali znamo ljudi spremljati naprej, se pravi po beremi, po poroki, po krstu otrok, ali pa jih potem pustimo same. Se mi da ima pa tudi pri tem ključen pomen skupnost. Se pravi, če ni skupnosti, lahko tudi vera postane zgolj neka ideja, nek ideal ali pa na koncu samo navada. Če pa skupnost živi, lahko pa tudi oznanjevanje vere postane bolj prepričljivo, ker ima neko konkretno obliko, konkreten prostor, kjer lahko živi. Kako torej iskati Boga in pred njega prihajati z iskrenostjo?
Kako vi na to gledate? Se mi zdi, da je iskrenost pred Bogom najprej to, da pred Boga ne prinašam neke idealne slike oziroma podobe v sebi, ampak da sem to, kar sem. Bog namreč ne potrebuje, ne išče naše neke notranje urejenosti, ker se mi zdi, če se delamo pred Bogom, kakšni smo, kako dobri smo, če postavljamo pred Božje oči neko idealno podobo sebe, ki je ni, mislim, da pred tem nismo iskreni niti do sebe, niti do Boga. Se mi zdi, da do Boga lahko prihajamo tudi z neko notranjo jezo, dvomom, utrujenostjo, praznino, vse to, kar pravzaprav zaznamuje naše vsakdanje življenje. In se mi zdi, da ravno v tej pristnosti je največ prostora tudi za tisto pristno molitev, za pristen odnos z Bogom. Se mi zdi, da je predvsem tudi pomembno iskati Boga in vztrajati v majhnih korakih. Ne gre za vedno, v verskem življenju nimamo vedno nekih globokih mističnih izkušenj, nekih mističnih doživetij, ampak je včasih iskanje Boga oziroma najdenje Boga zgolj to, da si vzamem dovolj časa za tišino, da mogoče odprem Sveto pismo, da grem k maši, čeprav nisem razpoložen za to, da bi. Ali pa končno tudi, da naredim neko konkretno dejanje ljubezni za bližnjega. In da tudi na tak način odpiramo prostor Bogu, da lahko deluje v naših življenjih. Se mi da tudi Boga pogosto najdemo po drugih ljudeh, po dobrem pogovoru, tudi po služenju drugim. Ta iskrenost pred Bogom in pred seboj se običajno rojeva v odnosu, ne samo v glavi. Dr. Martin Perčič, asistent in tudi raziskovalec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, teolog mlajše generacije, hvala za tale pogovor, za vaše misli, pa vse dobro na vaši poti vam želimo. Najlepša hvala. Oddajo pa sva pripravila tonski mojster Janez Podlesnik in novinarka Jasmina Bauman. Srečno! Sledi večnosti.